Sosedje, hvala, grem še jaz našega nastaviti. Gremo nekaj posnet, na hitrco, ura je 6 zjutraj, nimam veliko časa. Obenem bi pa rad govoril v avtu, ker mi je bil tako všeč. Ta avto je, a veš, ima en X-faktor, ki je verjetno vse, kar se mene tiče, povezan s takim prijetnim dizajnom. Legalo. Tretja generacija drugače. Gremo se nekam odpeljati, pa par stvari razložim. Besedla je nesladko kisla, po dolgem času. Čak, to sem brez spregledal. Glej, sosedje so nastavili papir. Sosedje, hvala, grem še jaz našega nastaviti. Ok, zdaj pa ide se. Kaj bi človek brez dobrih sosedov, a? Jaz mislim, da je tole glih ta prava pozicija. To se pravi, Hyundai i10 je nova, tretja generacija enega tazga luštnega, majhnega, mestnega avtomobilčka. In v osnovi gre za zelo dostopen avtomobil. Tale je dober, ta je orenkopremna. In če sem čisto iskren, ceno za tegale ne vem, ampak se mi zdi, da bi znala biti okrog 13-14. Ampak vse skupaj se pa začne že pod 10. Pa da se razumemo, ne? Na slovenskem trgu ni veliko avtomobilov, katerih cena se začne pod 10 juri. Dobar, po drugi strani pa tudi tekmecev ni na pretek. Sem mogel kar nekaj časa gruntati. Najprej sem se spomnil na Twingo. AMZS Motor Revija Jure je delal vzporeden test, pa je primerjal tega z Mitsubishi Space Starom. Pa kaj imamo pol še? Te malčki, no, Volkswagen Up, pa še kaj bi se najdel. Znači, ajde, pejmo na sladko kisla, čeprav priznam, da v tem trenutku še vedno ne vem, kaj sta ta druga pa ta tretja kisla, nekaj se bo že najdlo, vsak avto jih ima. Prva sladka pa, se po moje se predvedeval, ne? Jaz bi rekel dizajn. Tega pogledno. A veš, stari, tudi če bi mu vzel zraven tele popestritvene detajle, ki so povezani z rdečo barvo, trdim, da je i10 oblikovno zelo zanimiv avtomobil. Mal zaradi dveh gub na pokrovu motorja, ti dve dodatek mal agresivnemu pogledu, vidiš, govorimo o pogledu predvsem takrat, ko se zagledam v žaromete. Se mi zdi, da ta avto vsem zgleda mal jezen, s tem ni nič narobe, zaradi tega je pravzaprav poudarjen njegov športni karakter, no, zaradi žarometov, zaradi odbijačev, zaradi štirikrakih platišč. In grede, ne spomnim se, kdaj sem nazadnje peljal avto, ki ima platišča s 4 kraki. V teoriji bi rekel, v praksi pismo dobro zgledajo. Tako bom rekel, glede na to, da je majhen Hyundai, ga je težko zgrešiti. Za prejšnjo, sploh pa predprejšnjo, prvo generacijo, tega nisem mogel reči. Pa še tukaj v kabini, ne? Najdeš kaj tazga, ki rečeš, dobro, v redu, lepo ste se potrudili. Govorim predvsem o tem detajlu tukaj na armaturni plošči, le nalašč sem sliko potemnil, zato da pride do izraza, da lepše ven popne. Pa nekaj podobnega vidiš, najdeš tudi na vratih. Druga sladka, ne bom rekel, da je športnik, ampak že sam njegovi skromni gabariti pomenijo zelo luštno okretnost. Druga sladka so vozne lastnosti. A veš, avto je luštno peljati ne samo tam, kjer placa primanjkuje. Na Riden Krog moram priznati, da nisem šel pogledat podatka, ampak se kar obrne. Za krmiljenje, za volan ne morem reči, da izstopa po komunikativnosti, ampak je pa ravno dosti natančen, da lahko izkoristiš tisti malo športnega potenciala, ki ga ta avto ima. Čeprav tega ne smem pozabiti, ne, si Hyundai za svoje bolj športne kupce, tiste, ki imajo vse oči usmerjene v i10, vsem ponujajo i10 N-Line. Ta je šele šarf, a? Tretja sladka, in ta se mi zdi, da je od vseh še najbolj izrazita. Gre pa za prostor. Pazi, govorimo o malčku, jaz pa govorimo o prostoru. A veš, stari, saj i10 ni prostorski čudež, ampak ni prav daleč stran. Kje za hudiča malček najde, le jaz zdaj sedim za sabo, pa imam še koliko? 12 cm prostora. Se pravi, imaš dosti placati spredi, zadi, pa še celo kufer, ki v osnovi izgleda tak majhen. Ma kar nekaj litrov, lej. Evo ga, aha, čakaj. Carbon fiber. Tako je, lej, če računaš še na efekt dvojnega podna, imaš na voljo dobrih 250 litrov. To ni tako malo. Mimogrede, kar se pa dile tiče, ne vem, če se bo kdo spomnil, sem šel zdaj pogledat nazaj, da sem najdel številko vloga. Vlog 607, tole je firma, ki ga je naredila, lahko najdeš na Instagramu, veliko plasti, tudi ogljikovih vlaken, zadeva je zelo lahka. Ta kolesa so itak bolana, vidiš, ko izgledajo, kot da niso okrogla. Fajn stvar, ok. Dostikrat imam skec sabo v kufru, zato ker če menjam avtomobil v Ljubljani, pa da ne rabim za vsak direkt taksi klicati ali pa kakšnega drugega, da me pele, pa si lahko pa z dilo pomagam. Šit, stari, eno stvar sem pa pozabil poudariti, zdaj sem se spomnil. Druga vrsta, ne? A veš, mogoče bi bilo fajn poudariti, da je ta avto lahko tudi 5-sedežnik. Lahko tudi zato, ker je to del dodatne opreme.
V osnovi je 4-sedežnik. Pa se pa ti odločiš, ali si ga želiš spremeniti iz 4 v 5-sedežnika, kar pomeni, da moraš dokupiti dodaten varnostni pas, pa dodaten naslonjalo za glavo. In to košta 280 €. Če se ti zdi, da boš zdaj rabo izkoristiti prostor v kabini do konca. Četrta sladka. Avto je opremljen z avtomatskim menjalnikom. Sicer ne s klasičnim, ampak z robotiziranim, če te zdaj zanima, kaj to pomeni. Bolj preprosto ne morem reči kot to, da je avto pravzaprav opremljen s klasičnim ročnim menjalnikom, ampak da namesto tebe prestavlja robot. Pravzaprav je menjalnik avtomatiziran, ni pa klasičen avtomatski menjalnik. Tam gre za drug princip. Tako gre potem spet za drugega, če imaš avto s CVT menjalnikom. Se pa brezstopenjski prenos in potem avtomobili dostikrat simulirajo prestave. To ima recimo Renault Koleos ali pa Nissan X-Trail. Pa še marsikdo. Je pa tako, da so malčki ponovadi vsem bolj pogosto opremljeni z ročnimi. Pa vsak toliko časa dobiš v roke izjemo, pa rečeš, hej, tole je pa fajn. Jaz sem že večkrat poudaril, jaz sem zagovornik avtomatskih menjalnikov, zato ker povečajo stopnjo udobja. In če se ti z avtomobilom voziš v okolju, ki zahteva veliko šaltanja, pa uporabljene sklopke, no, če je cena primerna, potem ga priporočam. Obenem se bomo pa menjalnika dotaknili tudi pri kislih. No, zdaj, če so že na vrsti kisle, pa če se moram potruditi, da sem 3 najdel, dajmo začeti kar z avtomatskim menjalnikom. Pa to mogoče niti ni neposredna graja, ne? Prvič, v majhnem dostopnem avtomobilu ti ne moreš dobiti klasične avtomatike, zato ker je ta relativno draga. Zato razumem in pravzaprav celo podpiram izbiro robotiziranega menjalnika, ampak tukaj se moraš zavedati, da obstajajo neke pomanjkljivosti, ali se jim moraš prevaditi, ali moraš pa malo prilagoditi upravljanje, pa je pol vse skupaj majčkeno lažje. A veš, o čem je for? Stari, tako je, ti robotizirani menjalniki še nikoli niso bili izredno hitri. In pol v praksi, predvsem če voziš agresivno, ker temu avtu itak ne paše, pride do vzdolžnih nihanj karoserije. Temu se sicer lahko izogneš, zato ker čutiš, da bo avto prestavil, spustiš malo nogo z gasa, se to zgodi brez kakršnega koli nihanja in pičiš dalje. Druga kisla, to mu težko zamerim, dosti je trde plastike in ta tudi približno ne uspe pokvariti vtisa. Pač moraš razumeti, da se voziš v malčku, ki je v osnovi zelo dostopen. Kaj si pa pričakoval? Leder na vratih? Tretja kisla, ajde, cena lahko hitro zraste, ne? Je že res, da ga dobiš za 9-10, ampak si hiter na 13. Mogoče to. Pa še pa, ko si na 13 dobiš toliko enega materiala v enem avtu, ne? Okretnost, luštna vozna dinamika, prostor glede na to, koliko je majhen. Peta sladka je pa, ta se mi zdi pa zelo pomembna. Že v osnovi, ne glede na to, za katero opremo se odločiš, dobiš varnostno več kot soliden avto. Že v osnovi zna ta avto zavirati samodejno, prepoznati celo pešce. Ta druga stvar, ki je po osnovi, pa sistem za ohranjanje vozila znotraj voznega pasu. In to se mi zdi kar dobro izhodišče za avto, ko košta manj kot 10 €. Enač, zdaj smo pri koncu. Čas je, da grem jaz počasi punce zbuditi. Generalno gledano se mi zdi, pa ne da se mi zdi, to je dejstvo, je zelo dober value for money avto. V bistvu je tako, če kupuješ malčka, pa nimaš nič proti Hyundaiem, že skoraj moraš pogledati v njegovo smer, se mi zdi. Good job, Hyundai. Pa še eno stvar sem pozabil pokazati, ki mi je ful všeč pri avtomatskem oziroma robotiziranem menjalniku. Znobili so se ene stopne. Ponovadi, ko imaš ti ročico avtomatskega menjalnika, imaš 4 stopnje oziroma 4 pozicije. Imaš P, pa potem pod njim R, N, pa še D. Se pravi parking, reverse, neutralno pa drive. Tukaj so se pa P-ja kar znebili. Računajo, da pač upoštevaš neka pravila zdrave pameti, da boš dal avto v neutralno ali pa reverse spustil ali pa v drive, si vseeno, ker ti ugasneš, te avto opozori, da je ročno in je zadeva rešena. Stvar je maksimalno poenostavljena, imaš N, R, P, D, that's it. Kjerkoli, v kjerkoli poziciji ti avto ugasneš, takole, ti nič ne teži, v reverse si pustil, drive si pustil, zato ker avto ve, da je ugasnen in se ne nikamor odpeljal. Dobra rešitev, ne? Dobra poenostavitev. No to mi je bilo všeč. Zdaj pa res adijo.